Dober dan, hvala lepa. Pozdravljeni. Kot veste, je pred 3 tedni Nova Slovenija oziroma smo ministri Nove Slovenije tukaj sedeli z vrhom gospodarstva. Takrat so nam na tem srečanju gospodarstveniki in predstavniki gospodarstva in predstavniki obrti in podjetništva izpostavili nekaj bistvenih zahtev oziroma prošenj, predlogov. Bistvena dva izmed teh sta bila, da glede na razmere v gospodarstvu predlagajo podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo doma in da predlagajo tudi, da država oziroma proračun Republike Slovenije prevzame plačevanje nadomestila za odrejeno karanteno za zaposlene. Kot veste, je po sistemski zakonodaji, po zakonu o delovnih razmerjih, to nadomestilo v breme delodajalca. Takrat smo se vsi trije ministri Nove Slovenije zavezali, kot predstavniki stranke, ki ima posluh za gospodarstvo, da bomo znotraj vlade vsekakor zagovarjali, predlagali in zagovarjali te ukrepe in danes lahko s ponosom in zadovoljstvom, ki ga izražajo tudi predstavniki gospodarstva, pa tudi predstavniki sindikatov, torej oboji socialni partnerji, povem, da je bil včeraj zvečer v Državnem zboru potrjen paket PKP4, ki vsebuje tudi te nosilne predloge slovenskega gospodarstva, obrti in podjetništva. Naj poudarim, da v tem predlogu, 4. paketu protikoronske zakonodaje, oziroma lahko rečemo tudi, da je to zakon za pripravo na drugi val COVID-19, je nosilni ukrep za trg dela podaljšanje ukrepa čakanja na delo doma za 1 mesec z možnostjo, da vlada s sklepom podaljša ta ukrep še največ 2-krat za po 1 mesec. Kot veste, del gospodarstva ne more še v polnosti niti delno zagnati svojih storitev oziroma proizvodnje in je na ukrepu čakanja na delo doma trenutno po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje še vedno 60 000 zaposlenih. In s to možnostjo, da smo čakanje na delo doma podaljšali še za 1 mesec plus 2, opcijsko, če se vlada tako odloči glede na razmere, smo stopili nasproti temu delu gospodarstva, da jim olajšamo prehod v aktivacijo. Seveda smo strani nekaterih, kako bi temu rekel, političnih tekmecev včeraj v Državnem zboru slišali očitke, da naj raje financiramo skrajšani delovni čas. Sem se mi zahvalil za ta predlog in jih opomnil, da so morda pozabili, da skrajšani delovni čas je ukrep, ki velja iz PKP3, ga sofinanciramo in je zaenkrat v veljavi vsaj do konca leta 2020. Del gospodarstva je tudi že prešel na koriščenje tega ukrepa in vam lahko povem, da po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje je na skrajšanem delovnem času, ki ga država subvencionira, okoli 30 000 zaposlenih. Zakaj smo se odločili za kombinacijo obeh ukrepov? Skrajšani delovni čas je tisti ukrep, ki podjetja nekako spodbuja k aktivaciji, k temu, da začnejo poslovati, tudi če samo delno. Čakanje na delo doma pa je ukrep, ki omogoča podjetjem, ki ne morejo zagnati svoje proizvodne ali storitev, da pokrijejo to obdobje brez večjih žrtev, predvsem pa, da obdržimo zaposlene na svojih delovnih mestih oziroma v delovnih razmerjih.
Omogočili smo kombinacijo teh dveh ukrepov, da so lahko tudi podjetja fleksibilna pri tem, da se lahko hitro odzovejo na razmere v svoji panogi in se tudi aktivirajo. Ker je ukrep čakanja na delo doma v tem paketu in v PKP3 manj ugoden, torej država prispeva manj kot v ukrepu, ki je bil PKP1, tudi sklepamo, da ni toliko privlačen za morebitne špekulacije, da bi nekdo rekel, ne bom zagnal, bom raje koristil ta ukrep, dokler se da, in da bi taktično ostali neaktivni zaradi tega ukrepa. Drugi pomemben ukrep iz PKP4 je prevzem bremena za plačilo nadomestila za karanteno na breme državnega proračuna. Kot sem rekel, so delodajalci izpostavljali in strinjam se z njimi, da niso odgovorni, če je njihovemu zaposlenemu odrejena karantena in morajo oni nositi breme tega nadomestila. Obenem pa so sindikati, predstavniki zaposlenih, izpostavljali, da je 50% nadomestilo načeloma precej nizko in da lahko pomeni za nekoga, ki ni sam kriv za to, da je dobil odrejeno karanteno, ker je bil v stiku z okuženim, v finančni stiski. Tu smo šli naproti in smo na delovni skupini s socialnimi partnerji poglobljeno o tem razpravljali. Prišli smo do, mislim, da dobre, optimalne, kompromisne rešitve in sicer, da se za tiste, ki bi morda špekulirali in želeli izkoristiti ta sistem, torej bi šli zavestno v državo, ki je na rdečem seznamu z zelo slabo epidemiološko sliko, njim ne pripada nadomestilo za karanteno, razen v 3 alinejsko točno določenih primerih, kot je smrt partnerja, smrt otroka, rojstvo otroka in podobno, so točno našteti primeri. V primeru, da gre zaposleni v državo, ki je na zelenem ali rumenem seznamu, pa se v času njegovega bivanja preseli na rdeči seznam, seveda on za to ni odgovoren, lahko sklepamo, da za to ni mogel vedeti, na to nima vpliva in se vrne nazaj v Slovenijo, mu pripada 80% nadomestilo. Prav tako 80% nadomestilo pripada tistemu, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo. No, dogovorjena nova posebnost pa je tudi 100% nadomestilo za tiste, ki jim je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Sem smo včeraj dodali še amandmajsko v državnem zboru vojake in policiste, ki grejo na misije v takšne države. Menimo, da je to optimalna rešitev, ki so jo tudi socialni partnerji soglasno podprli. Poleg tega, kar sem vam do zdaj predstavil, da ne bom predolg, je izjemno pomembno, to pa za resor, ki ga pokrivam, delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da smo zagotovili 31 milijonov denarja za socialno-varstvene zavode, predvsem za reševanje njihove kadrovske stiske. Kot veste, v zadnjih desetletjih se je ta stiska, ta kadrovska podhranjenost zaostrila. V času korone se je še posebej izrazila oziroma izrazito pokazala in ocenili smo skupaj z skupnostjo socialnih zavodov ter ostalimi deležniki, da bi lahko s tem denarjem nekako v prihodnjih 2 letih urgentno, interventno pomagali, da se kadrovsko okrepijo in bolje ekipirani pričakamo tudi drugi val ali pa morebitno druge preizkušnje, ki so še morda pred nami. V to kvoto denarja smo v državnem zboru tekom procedure vključili še Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Kot veste, je zavod od sredine marca izjemno obremenjen. Moram jih pohvaliti in se jim zahvaliti za dobro opravljeno, tudi hitro opravljeno delo. Oni poleg vseh rednih nalog
izvajajo še te nosilne ukrepe za trg dela, ki smo jih sprejeli s 1., 3. in sedaj s 4. protikorona paketom in to delajo dobro. Odzivi z trga dela, z gospodarstva so pozitivni. Vse morebitne težave pa sproti odpravljamo, rešujemo in se jim za to tudi zahvaljujem. Torej, tudi oni bodo deležni za to, da bi lahko svojo ekipo z nekaj zaposlitvami za določen čas okrepili, da bi te zadeve tekle bolje, hitreje in da ne bi prišlo do kakršnihkoli zastojev v reševanju teh vlog. Zaključim predstavitev ukrepov iz PKP4 z pomembnim določilom. V zakonu je to zelo majhna sprememba, ampak v življenju se to kaže kot velika sprememba. Odpravili smo mejo 13. marec, mejo datum registracije ponudnikov namestitev z zajtrkom za koriščenje vrednostnega bona za turizem. Vi veste, da vrednostni bon za turizem je trenutno prava uspešnica v Sloveniji. Kolikor dobivamo odzive z terena, so kapacitete že močno zasedene, ljudje pa tudi zelo zadovoljni, ker so dobili možnost, da odkrivamo vsi skupaj našo lepo domovino. Tako da, torej, od današnjega dne naprej bo vrednostne bone za turizem mogoče koristiti tudi pri ponudnikih, ki te storitve ponujajo le sezonsko ali pa so svoje kapacitete recimo dokončali ravno v tem času marec, april, maj. Pa ne bi bilo prav, da jim ne dovolimo, da zaženejo svojo dejavnost v tem času. Če preidem iz paketa PKP4 na, bi rekel, aktualno stanje v mojem resorju, je seveda trenutno najbolj aktualna tema ravnanje ob pojavu virusa v 2 socialno-varstvenih zavodih, v enem domu za starejše in sicer v Vipavi in v enem posebnem socialno-varstvenem zavodu Dom na Krasu. Naj povem, da sem hvaležen vsem torej obema ekipama, vsem zaposlenim v teh 2 socialno-varstvenih zavodih in povem, da posebej računam nanje in oni so zaslužni za to, da se stanovalci v teh 2 zavodih počutijo varno, kot dobivam informacije redno, vsakodnevno od direktorjev, se počutijo varno, so mirni, potrpežljivi in sodelujejo pri vseh ukrepih, ki so potrebni za to, da se virus ne bi širil. Poudarjam, da je v obeh domovih pravzaprav ravnanje po protokolu, ki smo se ga naučili ali pa ki smo ga določili po izkušnji prvega protikorona paketa, uspelo zaenkrat dobro ustaviti in zajeziti širjenje virusa. Kaj je bistveno pri tem ravnanju? Da takoj ob pojavu okužbe v socialno-varstvenem zavodu se umakne prve pozitivne stanovalce v primerno nastanitev. V tem primeru je bila to infekcijska klinika, lahko je to tudi druga bolnišnica, ki je pripravljena na tak sprejem, in da se takoj sprejme vse ukrepe za to, da se virus ne širi. To pomeni, da dom za starejše ali socialno-varstveni zavod vzpostavi rdečo cono, kjer je to le mogoče. V nekaj domovih to ni možno, tam iščemo druge rešitve, ampak kjer je le mogoče, in v Vipavi so to storili, tudi Dom na Krasu ima to dobro poskrbljeno, da lahko ločimo oskrbo stanovalcev, ki so pozitivni, in tistih, ki so negativni na korono. S tem bi morda zaključil. Povem še, da tudi danes po tej novinarski konferenci grem na tako imenovani redni celodnevni obisk na terenu.
zdaj že nekaj petkov obiskujem inštitucije v okviru Ministrstva za delo, to pomeni lokalne enote Zavoda za zaposlovanje, domove starejših. Vključili smo tudi po svojih zmožnostih lokalne enote Zavodov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tu še nismo sicer tako intenzivno obiskali vseh, ker je toliko institucij, da jih težko v enem dnevu obiščem. Želim pa si, da so ti obiski vseeno vsebinski. Želim slišati zaposlene v teh enotah, zato ker imajo neposredno izkušnjo dela z ljudmi, z gospodarstvom. Oni vejo, kako se naši predpisi in ukrepi obnesejo v praksi in nam dajo zelo dragocen feedback, povratno informacijo o tem, kaj je uspešno in kaj bi bilo potrebno mogoče samo malo spremeniti, da bi lahko bili bolj učinkoviti. Vam povem eno zanimivost, da na enem od inšpektoratov, lokalnih inšpektoratov v Celju, so mi ob obisku posebej poudarili, da že več kot 20 let minister ali ministrica ni obiskal te enote. Sam želim to prakso spremeniti. Menim, da sem minister vseh, da imam ekipo zelo široko in strokovno in ekipa ni samo v Ljubljani, čeravno je tudi ta v Ljubljani dragocena, ekipa je po vsej Sloveniji in jaz želim imeti stik s to ekipo, da lahko potem tudi bolje delujem na ravni ministrstva in vlade. Hvala lepa. Če je še kako vprašanje morda? Ja, omenili ste, da nekateri socialno-varstveni zavodi nimajo te možnosti, da bi vzpostavili rdečo cono. Po nekih ocenah naj bi bila teh domov kar tretjina. Pa me zanima, kakšne so te rešitve, ki jih iščete. Gre samo za bolnišnice, kam bi predstavili obiskovalce, ali mogoče tudi kakšne druge nastanitve? Tukaj je nekaj možnih rešitev. Jih premišljujemo in sicer imamo v premisleku recimo primer dobre prakse iz Doma starejših občanov iz Nove Gorice, ki je v prvem valu vzpostavil rdečo cono z običajnimi bivalnimi kontejnerji, ki jih tudi v Sloveniji proizvajamo. To so opremljeni kontejnerji, kjer se lahko vseeno v sklopu, v vplivnem območju doma to postavi, stanovalcev ni treba seliti kam dlje, ker veste, da nekateri stanovalci tega tudi ne želijo, se lahko upošteva ta vidik, obenem se zagotovi vse varnostne možnosti in protokole za to, da se ekipe in poti ne mešajo. Torej, to je ena izmed možnosti, ki jo proučujemo. Druga možnost so tudi nastanitve, kot je recimo Sveta Agata v Lenartu. Tudi tam smo v dogovorih, da bi to lahko bila ena izmed lokacij, kamor bi lahko pozitivne stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, to je bistveno, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, nastanili, dokler so pozitivni. Za te domove, ki seveda ne morejo vzpostaviti rdeče cone. Vsekakor smo pa od nekaterih lokalnih koordinatorjev Ministrstva za zdravje, s katerimi v veliki meri direktorji domov zelo dobro sodelujejo, imamo take odzive, izvedeli, da se da z nekaj preprostimi predelavami, suhomontažnimi, tudi pomagati vzpostaviti takšne rdeče cone v domovih. Teh 31 milijonov evrov za kadrovske okrepitve, a to gre samo za nove zaposlitve, ali morda tudi za nagrajevanje teh že zaposlenih delavcev v socialno-varstvenih zavodih, ki so bili zdaj v teh mesecih dodatno obremenjeni? Pa mogoče še to število, koliko je teh novih zaposlitev, za kakšne oblike zaposlitve bo to? Konkretno vam še ne bom mogel odgovoriti na številke. Glede nagrajevanja, v osnovi je bilo za nagrajevanje pravzaprav predviden denar, ki smo ga iz
korona paketov namenili, torej ta tako imenovani korona dodatek, pa dodatek po kolektivni pogodbi. Ta denar je v osnovi mišljen predvsem za kadrovske okrepitve. Seveda pa zdaj strokovna ekipa, ki dela, ki že pripravlja to uredbo, kot veste, jo moramo v enem mesecu od današnjega dne pripraviti in sprejeti na vladi, pripravlja, verjamem, skupaj s skupnostjo socialnih zavodov, tako strokovno utemeljeno in pravično rešitev. Jaz mislim, da bomo najbolj od socialno-varstvenih zavodov izvedeli, kje so potrebe in kako potem to z uredbo razporediti in nameniti, da bo ta denar resnično dosegel svoj namen. Koliko je okuženih v Vipavi in Krasu in ali so vsi ti okuženi zdaj v bistvu ven iz domov ali so še vedno notri v kakšni rdeči coni? V domu Vipava, po mojih zadnjih informacijah, 11 stanovalcev in 7 zaposlenih. Od tega je 5 na infekcijski kliniki, 5 pa v rdeči coni v domu. Zaposleni pa seveda primerno v samoizolaciji. V domu na Krasu pa je 1 stanovalka in nimam čisto točnega podatka, koliko zaposlenih, mislim, da 1 zaposlena. Ampak prosim, ne jemljite tega kot uradni podatek. Bistveno je, da se je vsaj zaenkrat pokazalo, da s tem prvim umikom teh, ki so pozitivni v prvih 24 urah, lahko res učinkovito zajezimo to širjenje virusa. Seveda, skupaj s temi ekipami in vodstvi teh 2 domov tudi upam, da ostane pri tem in vem, da delajo, so sprejeli vse ukrepe za to, da tako tudi ostane. Teh 31 milijonov, ki ste omenili, ali gre to tudi za dvig plač ljudi, ki so tam že zaposleni, glede na to, da so bile plače zelo nizke? Sam si predstavljam, da bo z uredbo tudi na nek način k njihovim plačam nekaj dodano, ampak ne bi rad obljubljal, dokler ni uredba narejena, pustimo zdaj strokovnjakom, da res dobro zastavijo, da ne bom jaz zdaj nekaj obljubljal, potem bo pa kdo razočaran. Jaz mislim, da bo sistem pravičen in bistveno je tudi to, da bo dodal kadrom in tega bremena ne bo, kot se je vedno do zdaj v slovenskem javnem sistemu zgodi, prevalil na uporabnike. Torej, cena za uporabnike se ne bo zaradi tega zvišala. Pa se Brnenič očita, da v bistvu ste se nekako skoncentrirali samo na koncesionarje, ne na javne domove. To so imeli zadnjič tiskovko, no, pač teh 31 milijonov, oziroma da se bo nekaj gradilo domove in da večinoma bodo gradili koncesionarji. To vam tako malo na pamet govorim, ampak o tem sem imel tiskovko prejšnji teden. Srebrna nit je pomemben deležnik na področju oskrbe starejših. Z gospo Biserko Marolt-Meden sva se spoznala na posvetu pri predsedniku republike. Tudi znotraj posveta sva imela nekaj dialoga in kolikor sem takrat ocenil, sva izpostavljala zelo podobna stališča glede oskrbe starejših in v katero smer naj bi ta oskrba šla. Strinjala sva se v bistvenem, da se oskrba starejših vedno bolj bliža starejšim, to pomeni gradijo ali pa vzpostavljajo se manjše enote v manjših krajih, zato da omogočimo starejšim, da so čim dlje doma. Morda je v tem primeru, kar ste izrazili, bil pomislek na ta objavljen javni razpis za 1100 postelj. Ta razpis smo objavili 2 tedna oziroma 3 tedne nazaj. 1100 postelj za oskrbo starejših v koncesijskih domovih. S tem izpolnjujemo del zaveze, da bomo v tem mandatu bistveno povečali kapacitete za to, da odgovorimo na nujne potrebe. Seveda pa ne bomo ostali samo pri tem. Je še vedno v teku 21 milijonov vreden projekt za deinstitucionalizacijo. To pomeni te manjše enote, to, kar sva se z gospo Marolt-Meden strinjala. In obenem imamo koalicijsko zavezo, da 5+2 domova
državna domova zgradimo oziroma 2 dokončamo. Tako da verjetno je imela v mislih predvsem opomnik, ker mi ga je tudi takrat povedala, da ne pozabimo tudi na ta državni del, ki je zaveza v koalicijski pogodbi. Kdaj začnejo karantene v Rok? S 1.7. Ministrstvo, oprostite, z današnjim dnem, oprostite. Ukrepi trga dela pa s 1.7. To smo tudi gospodarstvo povedali in se jim zahvaljujem, da so ponovno zaupali vladi, ker smo zaradi proceduralnih zahtev in zapletov malo kasneje ta protikoronski paket sprejeli. Torej, karantene pa z današnjim dnem Ministrstvo za zdravje mora odločbe prirediti tako, da bo iz njih razviden vzrok odreditve karantene, da bomo lahko tudi mi potem na osnovi tega ustrezno višino nadomestila povrnili delodajalcem. Najlepša hvala, lep dan vam želim in lep vikend.